Se pravi, začeli se s prijavo na projekt Cipra, kjer smo bili izbrani med podjetji in potem smo sodelovali v projektu trajnostne mobilnosti. Pridobili smo stojala za kolesa, dobili smo, se pravi, servisno stojalo. Predvsem pa sem jaz zelo povezovalno delovala med zaposlenimi, da trajnostno prihajajo v službo. To ne pomeni, da samo s kolesom, tudi v sopotništvu, peš ali pa z javnim prometom. Zaposleni so bili zelo navdušeni predvsem nad stojali za kolesa, ker to je bil eden izmed poglavitnih razlogov, da niso toliko zelo sodelovali v projektu, se pravi polni zagona, ko smo kolesarili zaradi varnosti koles. Tritedenska kampanja trajnostne mobilnosti, se pravi, smo povabili zaposlene, da prihajajo trajnostno v službo, se pravi z avtobusom, vlakom, kolesom, peš. Vsak teden žrebamo nagrade in vsak dan zaposlene spodbujamo, da prihajajo trajnostno. Po eni strani veliko naredijo za sebe, za svoje zdravje, po drugi strani pa tudi za okolje. Moja motivacija za prihod na delo v službo s kolesom je to, da razgibam sebe. Sem v timu Štorklje na kolesih, porodnišnica Kranj, in tudi seveda, ko sebe razgibam, potem lažje tudi razgibam naše najmlajše novorojenčke in mamice po porodu. Ja, na delo prihajam s kolesom, z avtobusom, žene me pa to, da v bistvu skrb za okolje. Ja, pri sebi čutim razliko v veliko boljšem počutju, kakšen evro prišparam. To mi da več energije, tudi za sebe in za vse ostale. V proces trajnostne mobilnosti smo se vključili iz globalnega vidika, ker čutimo strahotno potrebo po zmanjšanju prometa okrog same porodnišnice. Mi smo velik delodajalec, se pravi velik dobavitelj. Veliko je pacientov, veliko je zaposlenih, in v bistvu ta pritisk okrog promet je pravzaprav neznosen in je skrajni čas, da nekaj ukrenemo. Zame kot direktorico ogromno pomeni, da zaposleni prihajajo trajnostno na delo iz različnih vidikov. Pa mogoče bi samo nekaj jih izpostavila. Zdravje naših zaposlenih, kar kolesarjenje recimo kot trajnostna mobilnost je ena od takih, ki jo spodbujamo, hoja, peš in ostale oblike trajnostne mobilnosti. Se pravi, zdravje naših zaposlenih, zdravje za okolico, zdravje za družbo, ne nazadnje, in na drugi strani kot direktor hkrati pa optimizacija stroškov, ker za avtomobile uporabljamo pravzaprav to dragoceno zemljišče in to ni prav. Drugim podjetjem in ustanovam, ki razmišljajo o podobnih korakih, bi sporočila, naj kar začnejo. Boljš napačen, mičkan korak, ampak v smeri trajnostne mobilnosti se bo prej ali slej obrestoval. Najbolj me veseli, da smo se zaposleni v bolnišnici za ginekologijo in porodništvo med seboj povezali, delovali trajnostno. Dobili smo kolesarska stojala in pa servisno stojalo, kar se mi zdi nekaj najboljšega, kar smo lahko dosegli. Mobilnost zame osebno pomeni vsakodnevno kolesarjenje. Prvič, veliko naredimo za zdrav način življenja, drugič pa še veliko za okolje. Ideja se je porodila pravzaprav, ko smo dobili en mail in smo prebrali par stavkov o trajnostni mobilnosti in smo rekli, ja čakaj, kaj smo pa mi naredili za to? A lahko pravzaprav kaj naredimo skupaj s pomočnico za zdravstveno nego, Stanjo. In ko smo pogledali projekt, so bile čisto navdušene, ker to je za nas kranjska bolnišnica naša, veliko zaposlenih blizu, in smo rekli, to je to, premikamo se trajnostno.